Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Vaše kopališče je vedno dobro obiskano. Ja, zdaj je vrhunec sezone in zagotovo je to čas, ko pričakujemo veliko obiskovalcev in prihajajo, in seveda to je tisto, kar nas navdihuje, predvsem še naši zvesti obiskovalci, ki že vrsto let prihajajo v naše terme in nam dajo neko energijo za naše nadaljne razvojne aktivnosti. Naš animacijski program čez poletje ima 400 različnih animacijskih dogodkov. Prav včeraj smo imeli eno osrednjo prireditev Posterjada, to je naša tradicionalna prireditev, kajti mi že od samega začetka naše restauracije Potočka nudimo gostov vsaki dan pri kosilu. Eden od meniju je tuhinjska postrv in seveda skozi to posterjado želimo pridobiti še nove ideje, nove menije in pa seveda tudi na ta način goste spodbujati k zdravi prehrani. Mi, kot že rečeno, skrbimo za ta širok animacijski program. Seveda še poseben program je tudi kulinaričen, kajti knajpa filozofija temelji na 5 stebrih. Eden od stebrov je tudi prehrana in vedno več te prehrane v menijih je sledimo knajpavi filozofiji. No, potem vi to nekam naprej razvijate v neke oblike gibanja v naravi. Ja, vse to, kot nekako narekuje knajpova filozofija 5 stebrov, ki povezuje gibanje, vodo, prehrano, zdravilne rastline in pa zdrav življenjski slog. In vse te filozofije, in če se držimo in želimo živeti po tej filozofiji, smo mi globoko prepričani, da nam to omogoča boljše počutje, več zdravja in seveda več tudi pozitivne energije za vsakodnevne izzive v življenju. Vidim pa tukaj odzadaj nek granik, žerjav v bistvu. Kaj to pomeni? Ja, to pa kar veliko pomeni. Dejstvo je, da v svoji 23-letni zgodovini Term Snovik smo trenutno v največji razvojno-investicijski fazi, kajti gradimo nov Knajp Natur hotel z 72 sobami v leseni konstrukciji. Poleg tega gradimo kongresni center in pa nov razširjen wellness. Predvsem z wellnessom želimo prav graditi na teh načelih knajpove filozofije, kongres seveda po načelih izobraževanja in seveda tudi drugih dogodkov, ki bojo v teh kongresnih dvoranah. Glavno in seveda primarno pa bodo naše nove nastanitvene pridobitve v hotelu Superior 4 zvezdic po načelu, kot že rečeno, te filozofije, in pa seveda poseben poudarek bo na trajnostni gradnji, to se pravi čim bolj okolju prijazno in pa seveda čim bolj tudi energetsko učinkovito gradnjo izvajamo. Jaz se veselimo obiskovalci tega. Ja, že zdaj drugo leto ta čas mora biti hotel že v funkciji in seveda že zdaj vabljeni, ker smo prepričani, da bo to ena res velika pridobitev za našo družbo. Ti si mi pred snemanjem povedal, da si že večkrat bil tukaj, ja, in da si prišel prvič pred nekaj leti. Kako si pa prišel? Z dedkom pa z babico. S kom? Z dedkom pa z babico sem prišel. Pa ste odaleč to prišla? Ne, iz Ljubljane. A z Ljubljane? Ja. In kako ti je bilo takrat všeč? Ja, všeč mi je bilo zaradi toboganov prvič, pa ni gužve. Aha,
Ni na to bogano take gužve. Ja, Pa imajo tlele dobre to bogane, ja, zelo. pa še kaj drugega. Pa bazeni so ful dobri. Je dober kjer bazen pa? Ta zunanji, Aha. zunanji je meni najboljši. A je voda kaj premrzla ali je ravno prav topla? Ravno prav topla. A ješ tudi kjer kot tukaj? Ja, danes smo jedli burger, ja. A res? In kako ti je bil všeč? Ful mi je bil dober. To pomeni, da rad prideš sem na kopanje. Ja, A danes si pa starši, a ne? ja. No, kar predstavi svoje starše, pa še sestrico, kar predstavi jih. Okay. Jaz sem David, to je moja sestrica Iris, to je moja mami Špela in to je moj oči Matic. No, zdaj pa vprašva najprej očeta, zakaj pa on rad sem prihaja z družino. Zakaj pa ti rad sem prihajal? Ja, predvsem zaradi miru, ker je majčkeno bolj mirno kot ostali bazeni, ki jih imamo v Ljubljani. Kako se pa z ostalimi storitvami všeč, recimo s čistočo? Super. Nobenih pritožb že enkrat, kadarkoli smo bili in po zimi in po leti. A boste potem glasoval za naj kopališče? Lahko. Ok. Zdaj pa še mamo vprašamo, kako je pa ona zadovoljna. Meni je tudi super. Je super. Če so ostali zadovoljni, pa je vse ok. Ampak kaj pa vas recimo pritegne? Ja, meni je tudi to všeč, da ni gužve, Aha. da ni nabito toliko, no. Pa čistoča, vse skup. No, sej, recimo, mislim, da je v torek ta kino in dajte v splet odpreti, pa rešite, to bo že si znal rešiti tisto uganko, pa boste 2 vstopnice mogoče vaše, a ne? Brezplačne. Ne? No, potem, malo kasneje, mislim, da je 4. avgusta, v začetku avgusta, imajo nek festival, skratka, splača se prideti, predlagam pa, da kar njega zadolžite, a ne? To verjetno že zna, na spletni strani naroči novice, ki so brezplačne, pa bodo vsi ti dogodki vam prišli. Je jih pa, kot sem jaz kot novinar seznanjen, 400 letos predvidenih. In te dogodki so v glavnem brezplačni. A ne? Recimo Postrvjada je bila brezplačna degustacija, ni nič koštala. Če si pa hotel voren kosilo, je bilo treba plačati. Tako da se dejansko res splača in če vam je všeč okolje, pa voda, pa skratka, da se dobro počutite, kar malo spremljajte. A ne? Tako da se na koncu zahvaljujem, da ste sodelovali v tej anketi, pa še pridite. A ne? Ste vi prvič na kopališču Term Snovik? Tako je, prvič sem na kopališču. Iz kje ste pa prišla? Iz Ljubljane. Kaj vas je pa tako pritegnilo, da ste danes prišla? Priporočilo prijateljev. Aha. Kako so vam ga pa priporočili? Da je mirno kopališče, da ni veliko drena, da imajo dobro hrano. Kakšni so pa vaši občutki? Pozitivni. Boste še prišla? Seveda, z veseljem. Kaj vas je pa predvsem prevzelo? Lepa lokacija, sonce, mir predvsem. Kaj pa temperatura vode, Odgovarja. pa čistost? Tako je, zelo je čisto. Potem boste lahko glasovala za naj kopališče. Tako je. Kako vas je pot zanesla v Terme Snovik? Ja, v bistvu zato, ker je vroč dan, pa so se z mojo drago odločila, da se bo prišla malo pohladiti. Ja, kako ste pa zvedela, da je tukaj bazen? Ja, preko interneta, tako kot po moje večino mladih v tej generaciji zadnje čase. Tako. In kakšni so vaši občutki? Zelo je super, no. Edino, ki je tak vroč dan, je malo gužva in bi lahko še kakšen bazen dodali. Aha. Ja. A to pomeni, da ste danes prvič? Ne, drugič. Ampak je izkušnja bila dobra, tako da so se odločila, da prideva še enkrat. A kaj spremljate, katere prireditve pripravljajo za goste oziroma obiskovalce? V bistvu to pa ne, ker ne hodiva toliko pogosto, ampak če bi mogoče bolj na spletni strani to pisali, bi mogoče se odločila še za kakšen tak dan. Ja. No, se v glavnem piše, vam pa predlagam, naročite novice, pa jih boste brezplačno dobili obvestila. Okay. Ja. Pa zelo dobro
bi bilo, ker je tudi sedaj so uvedli ta letni kino in sedaj le ena nagradna igra, pa za vas bo to malenkost, izpoven, pa morda dobite za nagrado 2 vstopnici, za vas pa za punco, a ne? Super, ja. Okay. Ja. To pomeni, še enkrat ponoviva, kaj vam je všeč v Termah Toplica. Ja, všeč mi je, ker je tako odprto, je, ne vem, v naravi ste. Kako je voda, je v redu, dosti topla? Ja, mrzla je, tako da se ohladiš. Se ohladiš? Ja, ne vem, tako, v redu je, ja. V redu. Ja.